Lep pozdrav še enkrat vsem. Jaz bi mogoče začel z eno parafrazo izpred mnogih desetletij, in sicer gledališča Ane Monroe, in bi režiserja vprašal, ali ima Micka danes sploh še kaj pokazati. Ja. Zmeraj. To je tako globoko zasidrana v naša srca, ne samo v zgodovino, temveč tudi v sedanjost, kar se mi zdi, da je Rok Vilčnik ravno želel narediti, da neko tradicijo, nek stari mit postavimo v današnji čas, da ga naredimo aktualnega, da je Micka stara 30, okoli 30 in še vedno živi pri očetu, ki ga igra Tone Vrtoncev, oča župan Jaka. Skratka, okoli nje pa se vrtijo vsi ti dogodki, ne, kar pomeni, da nikoli nismo prestari za to, da bi se zaljubili in nikoli nismo tudi ne premladi ali prestari, da se ne bi ujeli v kakšno zanko, spletko, ki nam je nastavila gospoda, bogataši, današnji kapitalisti, pri katerih pa še vedno velja ta beseda slovenska klenost, slovenska zdrava kmečka logika, ki premaga in bo tudi v prihodnje premagala vse te pretrese globalne krize in razne druge vrste negativizma, ki se nasiljuje. Mislim, da ga skušamo z nekim tem pozitivnim pristopom, situacijsko komedijo, besedno komiko, kateri je Rok Vilčnik zelo dober. Skratka, vsemi temi elementi skušamo pričarati nek gledališki večer, v katerem upam, da boste uživali tudi vi, publika, kako smo vsaj nekako tak občutek imam, uživali tudi mi, ki smo to predstavo ustvarjali in jo še na nek način zdaj dokončujemo. Hvala lepa. Scenografa Dušana Fišerja danes nimamo v svoji sredini, zato bi mogoče gospod Stanko vprašal nekaj več o sami likovni podobi predstave. V bistvu, ko me Simon povabil na projektu in si prebrala tekst, me je takoj potegnilo. V bistvu mi je všeč ta povezava, še posebej pa ko sem videla, se lahko poigramo s tem konceptom, se pravi izhajanja iz tradicije in povezovanja to z sodobnostjo, in potem seveda imaš potem neke možnosti, da se osredotočiš na eno likovno, se pravi neko omejitev, barvno omejitev, tudi nekako nismo se vezali čist na zgodovinsko, se pravi na točno obdobje, z katerega bi izhajalo, tako kot smo rekli, se lahko tudi z sodobnostjo poveže. In to je bilo nekaj toliko zanimivih izhodišč, da smo lahko potem to skupaj sestavili. Meni je bil res tak luškan izziv, krasna ekipa, že ko sem jih videla, se mi je zdelo, da sploh ne rabijo kostumov. Se mi zdi, da vsak lik že zase je ta lik. Pol pa smo jih samo malo še popedinali, pa se mi zdi, da to se lahko steklo v eno krasno celoto vse skupaj. Hvala lepa. Glede na to, da smo zdaj malo zašli že tudi na polje igralske zasedbe, Simon, glede na to, da si se v našem gledališču nekako prvič srečal s to nalogo režiserja in je bila kakšna težava pri formiranju zasedbe, mogoče kakšno besedo o tem še? Mislim, da si v eni predstavi celo sam rekel eno besedo, pri Tamali, ki igraš vlogo igralca. Prvi teden so vaje super, tretji teden kriza. In potem vse ostalo, kar iz tega sledi, je pa del življenjskega nekega sloga ali gledališča nasploh, ki diha, ki je živa stvar, kjer prihaja do teh večjih in manjših amplitud. Želimo si, da ne bi bile preveč velike, ampak je to vse del življenja, ki ga živi tudi Micka, ki jo pretresa gor in dol. In kdor v bistvu že tudi nekaj časa deluje v gledališču, ve, da stvari niso enoznačne. Prav je, da niso, ker drugače ne bi ničesar čutili in občutili in bi šli hladni skozi ta svet. To pa nam, ki se ukvarjamo z gledališčem, ni namen, da smo brez občutkov in tudi brez vesti nismo. Če se prav spomnim, ena prvih idej je bila, da bo glasba v predstavi živa, oziroma se je nekako tudi gradil na tem, da naj bi se
a imam prav. Mogoče bi tu Žarko lahko povedal, kako smo v bistvu glasbeno zasnovali. No, ampak to sem hotel reči, Ja, da ta ideja je bila, sej zato sem potem hotel navezati v bistvu na jaz bi tukaj kar njemu predal besedo, pa mogoče pove, kar se mu zdi, da ne bi izdali preveč, ampak da malo nakažemo, da dejansko nekaj je žive glasbe, ne pa vse. Ja, v bistvu je to res in to vodi dovolj, kaj se tiče žive glasbe. Okay, je zasnovano, ja, vendar, ker je gledališče tudi sama možnost, kjer se tudi improvizira, ne, in določajo standardi, kako se kaj dela, smo se zatekli tudi k preizkušenim tem zadevam. Tako kot Aladin potrebuje preprogo, da leti, smo mi uporabili glasbo za samo, da lažje igralci letijo tudi preko glasbe po svojih vlogah. In sem hvaležen Simonu, da mi je zaupal to nalogo, da se ta zadeva tako odvija, kot bi danes slišali, videli in doživeli. Sama glasba pa v bistvu je nastala že davno let nazaj. In se vidi, da živimo blizu kralja Matejaža, ker on se še ni prebudil, glasba se pa je in mi ste jo živila, da je tukaj in je vaša. No, mogoče bi samo k temu dodal, Žarko, če lahko, da je zelo važno, ta predstava bazira na tempu, ritmu in je zelo važna bila glasba, dejansko kako se je vklopila v samo predstavo in tudi igralci so zelo vezani na to, da se v bistvu tega tempa, tega ritma držijo, ne? Ker če nekako izstopimo iz tega ritma, nas v bistvu potem lahko nekako življenje povozi, ne? Tega pa ne želim. Ne? Zato skušamo skočiti na ta vlak in se z njim peljati, kamor nas pač pelje. Ja, zdaj smo pa pri igralski zasedbi, torej poleg tu prisotnih gospoda župana, Toneta Bertonca in pa Štera Pevdovke Mileve Sovta, da so oziroma v prizoritvi nastopajo še Rok Glavan, Tulpenheim, potem Jelica Marko Gostovršnik kot naslovna vloga Micke, Anžeje Edi Dril in pa Grega Usenik, ki igra Glaška. Kako je bil, kakšen je bil spopad z novim igralskim izzivom? Mene sprašuje. Ja, rezultati spopada bojo vidni, za premieri, ki so tu predstavnika obeh slojev, plemenitega gospode in pa kmetiški. Sicer župan, ampak vendarle, ki ostaja v sferah kmečkega življa. In ta spopad pač se odvija skozi celo to igro, saj lahko je še kaj dodati temu, kar je bilo povedano. Je pa, če govorimo o študiju, je tako harmonično vzdušje bilo skozi. Imeli smo razmeroma dosti časa, ker smo to začeli pripravljati že konec prejšnje sezone, se pravi konec maja, juniju, potem smo se malo oddahnili. Sicer naša prva izkušnja s Simonom, ki pa se je ugodno išla. Fajn je bilo delati, no, jaz mislim, da smo uspeli dozoreti, da bo zdaj res tako predstava že stekla brez tiste prislovične premierske nervoze. Nekaj jo pa bo, se dosti kritične očesa zraven. Ne. V samih pogojih pa tisti, ki spremljate Šentjakov v zadnjih nekaj let, pa ne vem, če bi še zgubljali besedo, težko je delati tako, da se večina vaj opravi v nekih improviziranih prostorih, oder, pa vidimo, kako se nam prikaže kot božji dar, sem pa tja. To pa zdaj politika in začetki sežejo enih koliko 6 let nazaj. Potem je bilo pa že veliko rečenega.
Dobro, gremo nazaj k veselejšim temam. Mileva Sovdat je na nedavno zaključenem Linhartovem srečanju v Postojni prejela Linhartovo plaketo za svoje dolgoletno obiskovanje v Šentjakobskem gledališču in ta svoj jubilej nekako obeležila tudi z Roko Šterenfeldovke v uprizoritvi Micka. Verjetno je pa to še prav posebno občutje. Jaz nisem tako kot drugi. Moram reči, da sem zelo iz tega, ko so mi ponudili to vlogo, ker Šterenfeldov, ko sem že igrala, mislim, da leta 78, vendar čisto drugačni izvedbi, narečja, kostum, vse pravo. No, in malo, to je bilo takrat, sem bila še rosno mlada in zdaj to vlogo in je bila velik. In se zahvaljujem gospodu režiserju, ki je pomagal, da se to karakteriza in sem kolegom zahvaljujem za lepo nadaljevanje. Sem vesela, kaj ne reči. Je predpremierska trema zaradi jubileja kaj večja? Ne. Tremo imam bolj tlele, kot pa na odru, moram reči. Ampak bomo naredili, ker smo ekipa dobra. Hvala lepa. Bi kdo še kaj dodal? Bi kdo kaj vprašal? Mene to zanima pri tem krčenju sredstev za kulturo in ministrstva, kar reže posodne. Je tlene pri vas tudi se to kaj pojavlja, koliko recimo imate kaj manjših sredstev ali so vam kaj odrezali, da ne rečem dodal? Zdaj se je enkrat tako, mi se financiramo s 3-letnim pogodbami, nekako sklepamo z območno izpostavo Ljubljanskega javnega sklada za kulturne dejavnosti 3-letne pogodbe. Letos z letošnjim letom, ker te pogodbe so koledarsko narejene, niso po sezonah, ne sezonsko, ampak kot je pač koledarsko leto. In z letošnjim letom 2015 se nam ta 3-letni ciklus spet izteka. No, tako bom rekel, ta 3-letni ciklus, ki se zdaj izteka, je bil nominalno gledano enak prejšnjemu. Mi seveda upamo, da se bo to zgodilo tudi za naslednja 3 leta. Je pa dejstvo to, da mi nismo vezani toliko na proračun ministrstva, kot smo predvsem na proračun mestne občine Ljubljana, ker večino sredstev, ki jih dobimo za svoje delovanje, je iz občinske programe. Ampak občina tudi reže ali... Sej pravim, zdaj v zadnjih 6 letih ni bilo zmanjšanja, je pa bilo, prej je bilo, mislim, da je ne 6-7%, ampak ja, no, to je že pomihko toliko nazaj, da niso številke več osveže, ampak je bilo takrat zmanjšanje, ampak zdaj je pa, bom rekel, zadnjih 6 let je pa to ostaja na isti številki. In upamo, da ne vemo pa nič. Zdaj moramo se itak letos konc leta pričakujemo, da bo pač prišel ven ta nov 3-letni razpis, na katerega se bomo prijavili ponovno. Smem jaz eno vprašanje. Poleg premiere, koliko načrtujete predstav tu v Ljubljani in če morda načrtujete tudi, da boste z njo kje gostovali po Sloveniji? Glede Micke? Ja. Ja, absolutno, seveda. Zdaj tako je, nekako v tem planu za aktualno sezono je predvidenih, jaz upam, da bomo prišli tam 12 do 15, recimo repriz v matični dvorani. Zdaj, kar se tiče gostovanja, pa tako, ponovadi potem predstava začne gostovati šele naslednjo sezono, zato ker ta uvodna sezona je nekako tako, da se te organizatorji iz ostalih krajev in naprej stvari ogledajo, da tudi mi pač razpočnemo ponudbe, ker vsak vendarle prej si rad stvar pogleda, preden jo recimo uvrsti v svoj program, tako da se bolj nadejamo potem gostovanju v naslednji sezoni. Smem dodati, glede na to, da pa je Linhart zelo aktualen tudi, da se tematika veže na srednješolsko in osnovnošolsko tematiko, imamo tudi namen, da bi dejansko za 3. vzgojno izobraževalno obdobje v bistvu igrali predstavo ali večkrat odigrali in tudi za srednje šole dejansko predstavljali
tematiko na sodoben način, sodoben pristop, ker kar se tiče same zgodbe, je ohranjena skoraj da v celoti, dejansko, ki je spisal že na tom Tomaši. Lahko malo na kratko je dobrodošla, ja. Dejansko trenutno potekajo že vaje za triko Milana Jesika, ki to predstavo režira Gorazd Žilavec. To je ena dejanska burka, dejansko, ki ponuja nešteto možno improvizacijskih situacij in je gledam to, da je v bistvu vse v zadnjih letih že nekakrat igrala ta predstava, triko še zmeraj dovolj odprto in tudi zato smo zaupali režiserju Gorazdu Žilavcu to zadevo, ker nekako smo dobili občutek, da je on v teh zadevah zelo odprt, zelo ustvarjalen in da nam lahko mnogo ponudi. Hkrati se bo začela ustvarjati ena otroška predstava, zdaj me popravite, če bom narobe povedal, o Peterinu in Pavlu. Nekaj smo nekaj v bistvu z naslovom in smo potem še nekaj spreminjali. Tako da tekst Pineš na Pežmalc, to bo režiral Žiga Sedman. Tako da tukaj tudi zasedba že nekako izbrana, stvari že poteka, pravi, sama primera je, mora biti povedati, da primera trikoja je predvidena 20. novembra. 20. novembra, medtem ko otroške predstave pa nekje v začetku decembra. Verjetno 5. decembra. Prav, na neklona, ja. Kar se kaže v trenutnih pogajanjih glede vrga za decembr, bo verjetno nekaj datum. No, potem smo se odločili za maraton se teče časni krog po prevodu Primoža Viteza, kar pomeni, da gre spet za en sodoben prevod, ene zelo aktualne črne komedije, kjer vsi iščemo, kako bi zaslužili in ničesar izgubili, temveč mnogo izgubili, čeprav ljudje med tem umirajo. To bo režiral Matjaž Šmalc, tako da tudi se mi zdi zelo smela odločitev, dejansko, da se postavi to na oder. V tem pogledu bo premjeral nekje v sredini, oziroma bolj konec januarja. Na to pa sledi spet ena sodobna situacijska komedija Kena Ludviga in Nori Tenori, to bo pa režiral Vojmir Ličnjak-Gojc. Je v bistvu spet bila že nekakrat morda odigrana v Sloveniji, ampak ponovno ponuja mnogo možnosti, dejansko, da se v Ljubljani aktualizira ta tematika opernega nastopanja, gledališkega sveta izza odra in zelo hvaležna komedija v tem smislu, da lahko igralci sprostijo te svoje neke nakone in da v gledalcih ponovno zbudijo občutke po tem, kako so stvari včasih nepredvidljive, improvizirane. Kako sem tudi že v svojem napovedniku napisal, da se nikakršna stvar ne zgodi na tak način, kot pričakujemo, se dobene duha ne poje tako vroča, kot se skuha in da dostikrat nimamo vpliva na zadeve, ki potekajo ob nas, mimo nas, z nami, ter da se skušamo dejansko prilagoditi temu toku, da pa kažemo nek svoj upor proti temu negativizmu, o katerem govorim ravno s tem komedijskim pristopom, samo ironijo, črno komedijo in tudi to potem priča v nekim bolj globjem človeškem spoznanju, če se znamo na svoj račun pošaliti. Tako da, tukaj skušamo najti neko to. Štiri primere za odrasle, plus ena otroška vrščana. A bojo ti maratonci, mislim, po filmu, štorija, kot je bila film, ali... Ne dobesedno. Ne dobesedno. Tudi sam avtor je najprej napisal dramo, Kovačevič, najprej napisal dramo in šele kasneje je bil film posnet, tako da... Jaz moram priznati, da sem bil velik fan tega filma, tam v 80-ih, oziroma na koncu 80-ih in sem ga po moje sem ga videl 10-krat. In sem zdaj bral ta tekst
pa si zelo različna. Pri scenariju je kar veliko stvari drugačnih, kot je v odrskem delu. Ne, seveda, ker film tudi pač omogoča drugačne stvari. Celo neke osebe so zamenjane. Mislim, da so druge. Ampak je bil pa zelo vidljiv ta tekem, ne? Ja. Jaz sem ga tudi izvedel dvakrat. Še ostalo, kako ste pač prišli do sodelovanja, V bistvu sem sodeloval pri dveh predstavah kot gledališki lektor. Sicer smo delali Mlado socialistični kolak in pa Balada o Karolini Žašle. Ker prihajam na štajerskega konca, sem skrbel za to, je bil Patričev jezik avtonomen. In nekako smo v bistvu skozi to sodelovanje se mi zdi, da tako zdi sem dobil in v bistvu na pobudo nekako gledališča tudi pristal na to, da se spustimo v to avanturnost šentjakobsko gledališče. To je tudi vaša prva režija, če to Zdaj ne vem, kako se imenujejo te režije. Eno so pač profesionalne, eno so amaterske, eno so ljubiteljske, eno so srednje šolske, ampak v sami vlogi vodenja nekih projektov sem bil že večkrat, mogoče bi na tem mestu omenil samo to, da sem v času Evropske prestolnice kulture v Lutkovnem gledališču Maribor vodil eno predstavo z naslovom Preraspra ad Astra, ki sem bil tudi režiral. Je bila pa to predstava za z invalidi, z ljudmi s posebnimi potrebami, sta pa nastopala tam tudi dva profesionalna igralca, Milada Kalezič in Bojan Maroševič. Tako da, kar se tega tiče, najbolj še nekaj teh izkušenj vodenja nekih stvari, režiranja, organiziranja določenih projektov, prireditev, tako da Še kdo? Sicer bi jaz... Kdaj se ta mitska dogaja, v katerem obdobju? Brezčasne. To ni zdaj prav čez Linhartov tam. Želeli smo si neko brezčasno. No, fino. To je zdaj zelo moderno. Ja, se ne. Prav jezik je tak stan. No, zdaj, če govorimo o jeziku ohranjanja prvine Linhartovega jezika z vložki sodobnega ljubljanskega pogovornega jezika. Aha, no, to sem pa vprašala, pač dobro. kako sta povedali, Ljubljana. Ja, tudi določene besede so v bistvu lahko zelo sodobne, kot so ene arhaične, tako da neka mešanica. Jezik je pač artefakt, pravi, je ustvarjen samo za to predstavo in tak kot tak smo imeli željo, da se bolj ukvarjamo z liki in samo situacijo, z vsebino in da bi jezik nekako zazvenel domačo.